In temu rečemo kontroligarhija. Kontroligarhija. Elita nas ima za potrošnike. Vendar, dragi moji, kot smo že rekli, mi nismo potrošniki, mi smo ustvarjalci. Potrošniki jemljajo, ustvarjalci dajejo. Naše izdelke, našo glasbo, naše zgodbe za filme in vso našo kreativno umetnost je ugrabil trgovec z namenom moralno uničujočega propada, kot smo rekli, zato, ker se ima za Boga. Mi pa mu damo, ker ne vemo, da je to naše in da pripada nam in da lahko mi njemu prodamo in ne damo. Marsikdo se bo nocoj vprašal, zakaj sem dal to muziko in zakaj sem dal tega izjemnega talenta. Zaradi tega, ker smo ljudje tisti, ki kreiramo. Ljudje nismo potrošniki, mi smo kreatorji in to nam hočejo vzeti. Poslušnost ni nič drugega kakor uničevanje talentov, uničevanje ljudi. Tako, po kratkem glasbenem, bom rekel, kreativnem predahu, gremo na našo nocojšnjo predzadnjo temo. Država kot božiček, smo rekli. Skrb za državljane, dolgotrajna oskrba je kul, ali če dodamo T, je samomorilni kult. Veliko skritega je tukaj noter. Skrb za državljane bi lahko rekli, a je to mit ali je to resničnost. Država, skrbnica ali varuh iluzije ali pa kaj drugega. Država kot darovalec, se lahko vprašamo, je tukaj vprašanje dobrodelnost ali gre za manipulacijo. Upam, da še niste toliko utrujeni, ta del je nekoliko bolj zahteven, vsebinsko. Skušal bom biti ne tako hiter, da boste imeli čas vmes tudi malo razmisliti, kakšno besedo, pa vendar. Sociologi in teoretiki so dolgo časa spregledali pomen potrošnje v sodobnem svetu. Potrošnja je globoko zakoreninjena v vsakdanjem življenju in ima danes verske značilnosti. Ja? V sodobni zahodni družbi je religija pogosto nepriznana, če ni institucionalizirana. Danes raziskujemo sveto v današnji družbi in se osredotočamo na mitološke, ritualne, materialne in etične razsežnosti religioznosti. Potrošnja se obravnava kot način življenja s kulturnim in gospodarskim pomenom ter se ukvarja z zgodovinskim razvojem potrošniške kulture in položaja religije v sodobnem svetu. Religija je opredeljena kot sistem prepričanj, ki daje pomen in odgovore na življenjska vprašanja. Vključuje recimo skupna prepričanja, rituale, mite, etična načela. Ob tem se bomo dotaknili družbene funkcije religije in odnos med religijo in kulturo. Potrošniška kultura je opredeljena, pazite, kot način življenja, osredotočena na potrošnjo. Zanj je značilna stilizacija življenja in pomen videza, vpliv ekonomskega položaja na potrošniško kulturo in odnos med potrebami in željami. To smo danes že videli v filmih. Danes izpostavljamo družbeni značaj in funkcionalizacijo mitov in ritualov v religiji. In miti so pripovedi, ki pojasnjujejo sveto. Rituali pa so ponavljajoča se simbolna vedenja, ki utelešajo te mite, te zgodbice. Obravnavamo tudi vprašanje potreb in želja v potrošniški kulturi in poudarja, da so potrebe kulturno opredeljene ter odražajo vrednote in identitete. Torej, potrošnja je odraz kulture in družbenega življenja, ki ga oblikujejo kolektivne prakse in klasifikacije.
Na splošno je naš cilj danes vsaj pokazati verske razsežnosti potrošniške kulture in pomen potrošnje v sodobni družbi. Proces modernizacije, ki vključuje dejavnike, kot so ekonomsko oblikovanje kapitala, povečana produktivnost dela, centralizirane nacionalne države, urbanizacija in sekularizacija, vse to igra ključno vlogo pri razvoju potrošniške kulture. Ta proces uničuje tradicionalne oblasti in družbene položaje ter individualizira kolektivno in individualno identiteto. Max Weber je ta prehod iz tradicionalne v sodobno družbo opisal kot proces racionalizacije, kjer tradicionalne svetovne nazore nadomeščajo znanstveni, posvetni in instrumentalno-računalniški pogledi. Ta premik je povezan z asketsko protestantsko etiko in z vzponom racionalno-metodističnega načina življenja. Torej, sekularizacija, posvetno življenje, ki je rezultat procesa racionalizacije, je trajen proces v verskih tradicijah, ki slabi določene verske organizacije. Vidimo, kako je danes v cerkvah. Ne, da bi sicer čisto ugasnil vero, nekaj še tli. Povzroča pa ta odnos napredek in ima svoje začetke že v obdobju reformacije in razsvetljenstva. Torej, razsvetljenska misel in 3 revolucije, ameriška, francoska in industrijska, so zelo pomembno vplivale na to politično modernizacijo, vključno z institucionalizacijo in legalizacijo ločevanja verskih in posvetnih sfer, z uvedbo sekularnega pogleda na svet in s širitvijo proizvodnje, urbanizacije in družbene stratifikacije. Zgodovinski okviri potrošniške kulture segajo v 18. stoletje, ko so se pojavile proizvodne delavnice kot prve, ko se je pojavila in razširila poraba blaga in nek modni sistem. Vendar se je sodobna oblika potrošniške kulture razvila pravzaprav šele v 20. stoletju. Potrošniška subjektivnost se je razvijala skozi 3 obdobja. Zadovoljevanje pomanjkanja in eksistencialnih potreb, množični razvoj industrije, ki omogoča zadovoljevanje presežnih užitkov in želja, ter sedanje obdobje vlaganja v domišljijo in fantazme samouresničitve. Torej, spremenil se je tudi teoretski pogled na potrošništvo, pri čemer je bila zgodnja pozornost namenjena predvsem proizvodnji in kasneje obravnavi družbenih vidikov potrošnje. Odmevne teorije vključujejo Weberov poudarek na potrošnji kot pokazatelju družbenega statusa in prestiža, Simmelovo priznanje pomena potrošnje za izgradnjo sodobnega družbenega življenja in Bourdieuovo razumevanje potrošnje skozi identiteto in okus. In postmodernisti pripisujejo nastanek postmoderne kulture potrošnji in jo vidijo kot širšo družbeno prakso, ki služi kot sredstvo za izgradnjo družbene realnosti. Tako smo prišli v novo realnost. V sodobni zahodni družbi je verska situacija zapletena, z zamegljenimi mejami med posvetnim in svetim. Zdaj nekako zabeležujemo 2 trenda. Na eni strani naraščujočo sekularizacijo institucionalnih cerkvenih stališč in naraščajoča sakralizacija posvetnega. Povedano po domače. Cerkev izgublja na vrednosti, stvari dobivajo pa nov verski fenomen. Sakralizacija sekularnega se dogaja na področjih politike, znanosti, umetnosti in potrošnje. Civilna religija pa se pojavlja kot iskanje religije na tradicionalnih sekularnih območjih. In zdaj, rimsko-katoliška cerkev skoraj z milijardo privržencev, recimo, je namesto modernizacije doživela restavracijo konservatizma.
ki je poskušala ponovno evangelizirati zahodno družbo, z dogmatično togostjo, z institucionalno discipliniranostjo. In ta pristop je mnoge pripeljal do tega, da so katoliško cerkev izkusili kot institucijo, ki duši liberalne ideje, liberalne ideale. In kljub konservatizmu se je rimskokatoliška cerkev prilagodila sodobnemu času z učinkovito uporabo marketinških tehnik in pristopov k lastni promociji. In o vsem tem nocoj govorimo. Vera in duhovnost sta v Združenih državah prisotni tako institucionalno kot v zavesti in načinu življenja ljudi, medtem kot v Evropi tradicionalna cerkvena religija ni doživela večjih notranjih sprememb in le del prebivalstva je opremljen in opredeljen kot verski. Ameriška cerkvena religija se je prilagodila zahtevam in potrebam sodobnega človeka in se zaradi radikalne notranje preobrazbe razširila v srednji razred. Medtem kot evropsko kulturno in versko prizorišče je veliko bolj raznoliko, z jasno povezavo med obiskovanjem cerkve in demografskimi, sociološko pomembnimi spremenljivkami. In sodobna Evropa, današnja Evropa, se sooča z nespornim padcem religiozne, cerkvene religioznosti. Vendar se zaupanje v verske institucije med 25 državami članicami Evropske unije zelo razlikuje. Ne vem, 27, da jih je zdaj recimo, ne? Kljub temu, da državljani kažejo visoko stopnjo zaupanja v verske ustanove, to ne pomeni nujno rednega obiskovanja cerkve, nič več. Vsi smo v 90-ih od 25 držav, od 27 držav članic EU, vsaj petina prebivalstva redno sodeluje v verskih dejavnostih. Zdaj, kaj to pomeni? Beseda sveto se nanaša na tisto, kar je onkraj običajnega in onkraj posvetnega, onkraj navadnih stvari. Neoprijemljivo. Sociologi in filozofi so jo interpretirali pa drugače. Durkheim je videl sveto kot ločeno in nedostopno, recimo Rudolf Otto pa je to opisal kot občutek mysterium tremendum et fascinans. Svetu lahko najdemo tudi v potrošniški kulturi. To je to, o čemer smo govorili, kjer je povezano z nedostopnim, vzvišenim in močnim predmetom. To je recimo dodobro tradicionalnim pojmovanjem svetega, vendar brez nadnaravnega elementa. Zdaj, racionalizacija, komodifikacija in sekularizacija ne vodijo nujno v izginotje verskih čustev. Namesto tega je verski pomen mogoče najti v posvetnih dejavnostih in družbenih procesih. Sveto lahko obstaja znotraj organizacije, znotraj organizirane religije v potrošniški kulturi, kjer dobi novo obliko. Koncept sekularne religije, ki ga je uvedel Duganji, se lahko uporablja za razumevanje verske razsežnosti potrošniške družbe. Sekularna religija je torej sistem idej, čustev in dejanj, ki je postavljen proti tradicionalni religiji in zaznamovan s češčenjem predmetov. Ti predmeti imajo lahko različne oblike in niso nadnaravni, vendar lahko še vedno zbudijo občutek svetega. In izraz posvetna religija, za katerega morda niti ni to sprejemljivo, saj pomeni, da religija je lahko tudi posvetna, ampak če se obrnemo pa na funkcionalistični vidik, vse religije s sekularno funkcijo imajo to funkcijo in vpliv zunaj svoje sfere, imajo tudi svete predmete. In to se je preneslo sedaj v civilno sfero. Morda bi bilo pravilneje govoriti o religijah, ki so bolj ali manj sekularno usmerjene. Primer, koncept mejne religije, ki ga je uvedel Edwards, je pomemben tudi za razpravo o alternativni religioznosti. Mejne religije imajo nekatere, vendar ne vse, družinske lastnosti religij.
Ni jih lahko razvrstiti kot verske ali posvetne. Koncept nevidne religije, ki ga je uvedel Lukman, je še posebej primeren za razumevanje verskih razsežnosti potrošniške kulture. Nevidna religija torej temelji na predpostavki, da versko pojmovanje našega življenja ni bilo izgubljeno. Namesto tega, da bi bilo izgubljeno, se je pa zgodilo kaj? Dobilo je novo obliko, ki je prejšnjim družbam neznana. Skratka, sveto lahko najdemo v potrošniški kulturi, kjer dobi novo obliko, ki je podobna, vendar drugačna od tradicionalnega pojmovanja svetega, vere, cerkve, koncepta vere. Torej, koncept sekularne religije lahko uporabimo za razumevanje te nove oblike svetega, ki ni strogo omejena na klasične in institucionalizirane oblike. Namesto tega gre za sistem idej, občutkov in dejanj, ki je postavljen proti tradicionalni religiji in zaznamovan s čiščenjem predmetov. In ti predmeti imajo lahko različne oblike in niso nadnaravni, vendar lahko še vedno zbudijo neverjeten občutek svetega. Torej, izraz sekularna religija za nekatere morda ni sprejemljiv, vendar je koristen koncept za razumevanje verskih razsežnosti potrošniške kulture. Primer, nocoj smo ga že slišali, pa dajmo še enkrat. Nike je korporacija znana po svojih zgovornih blagovnih znamkah in tržnih strategijah. In filozofija podjetja, ki jo lahko opišemo kot mešanico bratstva, kot mešanico verskega kulta in svetišča, kaj počne? Prodaja izdelke kot predmete, obdane s posebno karmo. Torej, identiteta blagovne znamke Nike je preprosto kult. In podjetje velja za mojstra blagovne znamke. Nike oglaševalni pristop je fleksibilen in pogosto uporablja humor in parodijo. Hkrati pa naslavlja seveda tudi družbena vprašanja. Podjetje je dalo posebno prednost svojemu logotipu, sloganu in znaku, ki predstavlja določeno filozofijo življenja. Veste, kakšen znak ima Nike? Eno kljukico in s to kljukico milijarde služijo. Nike se zavzema za samozavest, ja, pravice žensk, za rasno enakost, ampak pazite, soočil se je s kritikami zaradi izkoriščanja zunanje delovne sile v revnih državah. Torej, Nike oglaševanje je znano po nenehno presenetljivem in vznemirljivem zanimanju. In oglasi se ne bojijo polemik in poskušajo vzpostaviti pristen javni kontakt, pristen javni stik. Športu pripisujejo različne pomene in ga dvigujejo na najvišjo možno raven, zaradi česar je cilj sam po sebi dosežen. Nike identiteto je oblikovalo tudi čiščenje zvezd. Skozi čiščenje zvezd posredno častiš tudi njegove čevlje. Športna industrija, kot je košarka z Michael Jordanom, je tipičen vzor. Klop, na kateri sedijo zvezdniki, ki obujajo tenis copate Nike, je danes eden najbolj prepoznavnih znakov in predstavlja nekakšno globalno kulturo, globalno ikono z določeno filozofijo. Oblačila in obutev Nike so sestavni del recimo hip-hop stila in kulture, trgovine Nike Town pa veljajo za svetišče in templje, posvečene blagovni znamki. Torej, etična razsežnost potrošniške kulture je postala povezana s temeljno družbeno potrebo po stabilnosti, trajnosti, varnosti, ki jo je mogoče doseči z etičnimi pravili in družbenimi normami. In tako potrošniška kultura deluje na posameznika in družbo kot celoto ter ustvarja paradoks, kjer se potrošnik počuti prisiljenega in nadzorovanega, a hkrati osvobojenega in suverenega. A ni fajn? Potrošnja predstavlja svobodo in hkrati manipulacijo.
Potrošnik pa je pri svojih odločitvah dejaven in pasiven. Vse hkrati. Potrošniška kultura je območje svobode, pa tudi obvezna dolžnost posameznikov. Do te točke smo prišli, da potrošniška kultura danes, v tem času, deluje kultno, deluje sveto, ker podrobno opisuje našo kolektivno in individualno obveznost. Proces potrošnje doživlja kultura kot celota v določenih časovnih obdobjih, kot so recimo počitnice. V potrošniški kulturi naj bi bili prazniki sveti. Praznik, prazen, in to delamo za sveto, ker nas rešujejo česa? Profane sfere dela in profane sfere proizvodnje. Praznična potrošnja ima nedvomno mitološke ali verske spodbude in okvire ter pridobiva izrazite razsežnosti. Širi se v kraje, kjer to nikoli te kulture ni bilo. In sodobno, vzemimo primer božično praznovanje, je podobno arhaičnim verskim festivalom ali pa praznovanju 13. meseca, kjer so 12 mesecev delali, v 13. so pa praznovali žetev, delo, setev, uspeh in kopičenje bogastva. S tem verskim festivalom, saj recimo december, se proda, ne boste verjeli, za 40 do 50% več robe, materijala, hrane, oblačil, karčte, jelk, smrekne, kot novembra. Samo za mesec razlike gre. Torej, božiček je osrednji motiv nakupovanja v prazničnem času in je povezan s pojavom božička kot kulturne ikone. Ne kupujemo zaradi tega, da bi kupovali, ampak zaradi tega, ker je to kulturna ikona. Je očarljiv, je skrivnosten, je nerazumljiv lik, katerega status sproža številna vprašanja. Zakaj ravno otrokom kupujem, zakaj toliko zapravljam, ali moj otrok res rabi, ali rabi samo zato, da bo dobil darilo tako, kot ga bodo drugi dobili, milijon vprašanj. Ampak temeljno vprašanje je, zakaj je božiček tisti, ki napoveduje začetek prazničnih dni in ne Jezus, ki naj bi bil osrednja osebnost božiča, saj pričakujemo njegovo rojstvo. Vprašajmo se to. Božiček vsekakor zahteva našo pozornost. Televizija, reklame, navada, okolje. Sodobni božiček se precej razlikuje od osnovnega prednika, od katoliškega, kako mu je že bilo ime, mislim, da Nikolaj, sveti Nikolaj. Vendar obstajajo neke mitološke sorodnosti, recimo zgodbe o njegovi velikodušnosti, ljubezni do otrok in nadnaravnih sposobnosti. Zanimive lastnosti ima božiček. In ta ikonografija je tudi precej podobna. Oba moška srednjih let torej nosita rdečo obleko, imata bujno belo brado in bele lase. Za sodobni mit o božičku je pomembna objava, verjetno vsi to že veste, ameriške božične pesmi z naslovom, pomenljivim naslovom Prijatelj otrok. Iz leta 1821. Kam sežejo te korenine in kako so zdaj vse priplavali na vrh? Takrat pravijo, da se je rodil božiček. Kako se je lahko božiček rodil, če pričakujemo Jezusa? Drugo vprašanje. Na božični večer s tem tako obišče božiček domove z letečimi sanmi. In leta 1881 je revija Harper Weekly objavila ilustracijo božička, ne boste verjeli, seveda s Coca-Colo v roki in obdarjeno z darili. To danes in še danes vedno služi kot prvi uradni portret sodobnega božička. In temu rečemo kontroligarhija. Kontroligarhija. Elita nas ima za potrošnike. Vendar, dragi moji, kot smo že rekli, mi nismo potrošniki, mi smo ustvarjalci. Potrošniki jemljejo, ustvarjalci dajejo. Naše izdelke, našo glasbo, naše zgodbe za filme in vso našo kreativno umetnost je ugrabil trgovec z namenom moralno uničujočega propada, kot smo rekli, zato, ker se ima za Boga,
Mi pa mu damo, ker ne vemo, da je to naše in da pripada nam in da lahko mi njemu prodamo in ne damo. To je trenutek, dragi moji, ko smo vsi poklicani, da ponovno aktiviramo osebno vgrajeno sposobnost ustvarjanja in kreativnih rešitev. Nismo tukaj zato, ponavljam, nismo tukaj zato, da bomo podložni zakonu. Tukaj smo zato, da končno diktiramo spoštovanje ustave in izpolnjevanje ustavnih pravil tistim, ki menijo, da bodo trgovski zakon postavili nad moralna, nad etična in nad vsa človeška načela. In cenzura se je radikalno razvila. V zadnjih letih se je pojavila nova industrija. Vojska plačancev, ki cenzurirajo za denar, ne za resnico. Ta vojska je velika in zelo raznolika. Tekmuje za večmilijonska državna sredstva z javnimi naročili za izvajanje cenzure. Vse je v kešu. In to, ne boste verjeli, po naročilu vlade, torej, če rečem drugače, po naročilu tistega, ki sem ga volil, da bi meni omogočal svobodo, suverenost in boljše življenje. Izvolil sem ga zato, da mi zaveže usta, da me cenzurira. Ali lahko demokracija preživi vzpon te nore industrije, tega vzhajajočega novega cenzurnega industrijskega kompleksa? Ne vem. In zakaj vlada proti svojim državljanom uporablja taktike hibridnega vojskovanja v smislu cenzuriranja, če smo zgolj potrošniki? Še en dokaz več, da nismo samo potrošniki, ampak da smo ustvarjalci, ki nas je treba utišati. In tukaj je ključ, s katerim se lahko borimo. Potrošnika se ceni. Potrošnika se malikuje, ne pa cenzurira. Torej, sami nam povedo, da smo mi ustvarjalci, povedo nam, da so oni proti nam, s cenzuro nam povedo, da se nas bojijo, da brez nas ne morejo uresničiti svojih planov. Mi pa odgovarjamo z druge strani, ne bojimo se vas, govorili bomo še glasneje, ustvarjali bomo še več in preko meja. Kam je torej namenjena zahodna kultura? Ne bo nič narobe, če si to vprašanje zastavimo vedno, ko stopimo v veleblagovni center, namesto na domačo tržnico, ali v domačo živilsko trgovino, ali če preko spleta nabavimo pri preverjenemu kmetu ali pri domačem prodajalcu. Hvala lepa.